Ok, ne pozabiti shraniti zdaj, ne? Se pravi, zdaj moramo, ja, ne? Tako, ne? Če bi bili v front page urejevalniku, bi mogli klikniti na save, tako imamo pa veliki modri gumbek, samo toliko, da se vse spremembe zapomnejo. On sicer dela backup v tvojem brskalniku, tako da če v najslabšem primeru boš imela eno shranjeno verzijo. Deva kar ponovno, ja, pa da vidva, če vse zgubiva ali ne. Da se samo vmes nekaj shranila. Nekaj še, no, vse imamo. Top. Eno stvar sem prej pozabil, en korak smo prej pozabili narediti, in sicer, da si zdaj na naši spletni strani definiramo, katere barve bomo uporabljali, pa naš logotip za našo spletno stran. A se še kdo spomne, kje smo si logotip nazadnje nastavili? Ja, Divi je bil, ja, ampak ne v Customizerju. Divi pa Theme Options. Pejmo noter pod Divi pa Theme Options. Ta prva možnost je tukajle logo, tako da dajmo tukajle zamenjati z tistim logotom, ki sem vam ga dal noter, da bomo imeli tisto slikico noter. Tako. Imamo tale logo.png. Zakaj PNG? Zaradi tega, ker ima, nekje smo se zgubili, ne? Divi pa Theme Options in tukajle ta prva stvar, ki je logo. Ja? In potem samo tukajle upload, tako da damo eno novo slikico noter. Tako, logo.png med tistimi fajli ne bi smel biti v nobeni mapi, v ta glavni mapi bi mogel biti. Logo.png. No, mogel bi biti. Prav si pa nisi vseh fajlov skopirala. Saj si lahko daš katerokoli slikco, se vsem. Samo to, kdaj je. Ok. In pa tukajle spodaj, četrta po vrsti, imamo Color Picker Default Palette. Ne? Se pravi, tukaj si lahko mi definiramo neke barve, ki jih imamo v CGP-ju noter, da bo vsakič, ko si bomo izbirali barve zdaj, ne, bomo imeli te barve na voljo. In zdaj, v temle PDF-ju, ki ga imamo tudi noter, sem jaz že vam malo rešil življenje, da imamo tele barve noter. Tudi v barve.txt imate tele barve, tako da jih lahko skopirate. Ne? Torej imamo tri različne barve, ki jih uporablja ta dizajn. Ne? Ena barva se uporablja tukaj v nogi in pa tukaj v aktivni navigaciji. Potem je ena barva, ki se uporablja v meniju, pa v temle Call to Action sekciji, in pa ena barva, ki se uporablja za besedilo in pa naslove. Ne? Tako da dajmo tele tri barve si nastaviti noter v našo spletno stran. Tukaj imamo barve.txt, imamo tele tri barve že shranjene, tako da jih dajte samo označiti. Jaz bom zdaj označil ta prvo. Grem tukajle, bom recimo tele oranžno bom zamenjal, kliknem na oranžno in samo tukaj prelepil novo barvo. Pa dajmo to narediti za vse tri barve. Evo, ne, vse tri barve
imamo zdaj tukaj le noter, tako da v katerem koli color pickerju, ki ga bomo imeli na strani, imamo takoj za izbrati eno izmed teh barv, tako da jih ne rabimo pač nekje imeti shranjenih, da bi jih copy-pastali vsakeč, oziroma da bi vsakeč rabili karkoli si zapomniti. Kaj? Ja, samo tukaj zamenjaj. Tako. Zdaj pa klikaj na naslednjo. Aha, to se zdaj že zamenja. Ja, avtomatsko je. Dajmo zamenjati 3 od teh barv, tako da bomo imeli vse 3 na voljo. Ja, samo klikaj na naslednjo. Te dve imaš zdaj iste. A za ta V3 skurs tudi delajo barve? Kako to misliš? Ko so isto, ko imaš ti barve. To je 16-tiška barva, ne? Se pravi, to je pač blok 6 znakov, ki gre od nič do F, ne? In pač vse barve so pač v 16-tiškem na voljo. Ne? Tako pač katerokoli barvo v Photoshopu, recimo si lahko isto zadelščino, mimo grede, ne? Da si jaz zdaj odprem Photoshop. Kako? Ja, ker je to projektor, tvoj notesnik, ne, zdaj pač tle je treba vzeti v zakup, da noben monitor, ki ni totalno na polno skalibriran, ne bo imel popolnih barv, ne. Ja, ne. Ok, pa bom jaz zdaj za hec odprl en dizajn. Če grem jaz v Photoshopu Color Picker, ne, vedno imate, katerokoli barvo si izberete v Photoshopu ali pa v InDesignu ali pa v Illustratorju, imate zraven tole 16-tiško barvo. Ne. Torej, to je ta številka, ki si jo skopirajte. Ne. In mislim, da je celo ta prva 2 znakca sta rdeča, ta druga 2 znakca sta zelena in ta tretja 2 znakca sta modra. Ne. Tako da teh 6 znakcev, na katerikoli spletni strani ste, mimo grede, pejmo za hec eno novo spletno stran spoznati in sicer COO LORS, se pravi colors z enim ekstra ojem, .co. COO.LORS.co. To je eden izmed biljavžen spletnih strani, ki nam daje na voljo te barvne palete. Ne. Se pravi, nekdo je že kalkuliral, katere barve bi šle skupaj, da so komplementarne, da so recimo, da si nekako logično sledijo. Pa dajmo tlele klikniti na Start the Generator, tako da pridemo noter v našo aplikacijo in tukaj imamo recimo zdaj 5 barv skupaj z 16-tiškimi številkami, ki si jih lahko izberemo. In če gremo tukaj na Explore zgore, so vse shranjene možnosti kombinacij. Lahko že tukaj bi si mi definirali, kakšno barvo bomo imeli, recimo za celostno podobo ali pa za nek dizajn, ki ga bomo hoteli postaviti, ne, in potem si samo te barve zapišemo. Ne. Imamo potem shranjeno noter v... Samo glede na to, zdaj res vidim, da pri vas Ja? oranžinski šel, pri mene to rdeče. Kaj to možno, da to nastavitvah malo spremeniti? Ne, mislim, zdaj, a veš, če bi pogledala na enem malo bolj kvalitetnem monitorju, potem tle moraš gledati. Ne. Projektor ne bo nikoli, mislim, najdražji filmski projektorji so tako dobri, da so barve, kakor so bile namenjene. Ne. To je pač projektor, ki je pod 2000 evrov, tako da no go. Ne. Zdaj pa, kar se pa notesnikov tiče, pa samo najdražji notesniki imajo IPS panele, da so barve res take, kakor bi mogle biti. Ne. Večina notesnikov, pač, če boš recimo pogledala malenkost nižje, ne, bodo vse barve malo temnejše ratele. Ne. To pomeni, da je recimo TN matrika je cnej, ampak ne, mislim, ne smeš potem
za točno barvo gledati tega zaslona. Ne. Tele monitorji, ki so recimo IPS matrika, pa je že bližje temu, kar bi mogli biti. Ne. Zdaj pa tudi pri monitorjih je tako, da mogel bi imeti v bistvu še en kalibrator, ne, da se točno nastavi, točno taka barva, kot mora biti, da jo potem monitor kaže. Ne. Ampak tle gledaš potem monitor je 500 € in gor. Ne. Ja, mislim, možeš pač gledati približno. No. Veš, tudi na telefonu boš videla, dražji telefoni imajo kvalitetne matrike, boš videla, so barve čist drugačne. Ne. Tako da, ja. Ne. Pri tisku je pač tako, da tam je ta stvar pomembna. Ne. Zato, ker pač, ko bo natisnjena, ne, tam ne boš mogla nikoli več spreminjati. Medtem, ker tle pač ti že vnaprej veš, da bo toliko pa toliko enih različnih naprav gledali, da ne, en bo imel preveč rumen monitor, en ga bo gledal na soncu, en ga bo gledal na, ne vem, mislim, kakšnem nočnem načinu. Barve bodo pač, ja, ne bo točno tako, kot si ti zamislila, ampak približno tako, kot si ti zamislila. Ne. A veš, tudi, kar se tiče teh dizajnov, ne, teh responsive dizajnov, je tako, da je stvar, a veš, bo stvar drugačna glede na napravi, pri kateri se bo stvar gledala. Ne. Če priješ s telefonom gor, bo drugače. Tako da pač ne moreš več točno tako, kot hočem, ne, narediti, tako, kot se je včasih delalo. A veš, da si imel, ne vem, v neki tabeli slikce in je bilo do piksla natančno. Ne. Zdaj pač tega ni. Ne. Zaradi tega, ker je struktura vsebine strani je pač primerna temu, da se prilagaja napravam. Ne. In to je zdaj pač buzzword of the, ne vem, decade in to je to. Zdaj pa ta druga stvar, ki bi jo vam rad pokazal, preden nadaljujemo, je pa problem našega fonta. Dajte si odpreti en nov zavihek, pa napisati bitter, se pravi grenko, bitter, pa Google Fonts. Prvi rezultat, ki bi mogel biti, je od spletne strani Google Fonts tole, kar jaz zdaj gledam na zaslonu. Č je, ampak ni ga samo na eni specifični lokaciji. Ne? Torej, a imamo vsi tole? Ja? Ok. Glejte, direktno nad regular imate tukaj type here to preview text. Dajte napisati neki s šumniki noter. Ne? Lahko vidite, da recimo regular nima čaja, regular italic ga pa ima. Go figure. Ne? In spet bold nima čaja. Tako da pač tega fonta ne moramo uporabljati, dokler se to ne reši, ampak dajmo zdaj za hec iti tukaj na directory. Zdaj imamo tukaj spisek vseh fontov, ki so nam na voljo prek Google Font. Ne. Če boste našli kakšen font, ki vam je všeč, ne, dajte si zapomniti njegovo ime, zaradi tega, ker vse te fonte imate na voljo znotraj Divija za ali tipografijo pisav, ne, ali pa tipografijo naslovov. Skratka, kjerkoli se pisave začnejo pojavljati, je možno izbrati enega izmed teh fontov. In pa če grem jaz zdaj z miško čez eno izmed teh besedil, imam tukaj ta prvi spustni meni, ki je tale sentence, dajte izbrati tukaj custom. Zdaj tukaj lahko jaz napišem spet isto. Ja, ampak tukaj imam jaz zdaj možnost apply to all fonts. In ko bom jaz zdaj kliknil na apply to all fonts, imam jaz zdaj za vse pisave
ne, tole možnost in takoj lahko vidim, katera pisava ima šumnik in katera pisava nima šumnika. Ne. Torej, če iščete eno izmed teh pisav, da bo zadostovala našim potrebam, je to pač ena zelo hitra možnost, da pridemo do tega. Photoshop ima skozi en extension, ima možnost Google fonte za uporabljati, ne vem točno na pamet, kako se reče temu pluginu, lahko pogledamo. Je brezplačen, če se prav spomnim, Fontea, evo ga. Se pravi, napisal sem Photoshop, Google Fonts in to je rezultat, ki mi ga da. Se pravi, da lahko prek Photoshopa pridem do vseh teh tipografij. Zdaj pa, kar se Photoshopa tiče, oni imajo na Typekit, kar je njihov servis, ki je seveda vključen v naročnino. Ne? Tako da, če imate aktivno naročnino, lahko tisto uporabljate, drugače pa pač seveda ne. To pa je seveda povezano v Google Fonts, ki je brezplačen, ne? S tem, da v tem primeru pač seveda Photoshop mora iti na internet. Ja, ne, zdaj ti si lahko katerikoli tale Google font snameš in inštaliraš na računalnik. Malenkost več korakov je, ampak ne, je potem pač inštaliran kjerkoli, ja, ne, ampak lahko uporabljaš potem kjerkoli, v katerikoli aplikaciji, ne samo v Photoshopu, ne. InDesign, Illustrator, Word, whatever, ne. Malenkost so mi spremenili dizajn, tako da samo sekundo, da najdem. Aha, evo. Da si snamete enega izmed fontov, tlele kliknem na plusak, da mi ga da tlele noter v, ne vem kaj je to zdaj, ja, v košarico, tako kot da bi kupil zadevščino in pa potem imam tukajle možnost download. In dobite potem OTF font, ki ga lahko nainštalirate na računalnik, s tem, da pač rabite administratorski dostop do kištice, če je slučajno kdo nima. Ne? Se pravi, dobim datoteko, pok, si jo lahko snamem in potem namestim noter. No, pa pojdimo zdaj v Customizer. To, kar smo, s čemer smo prej bombo fliknili na naš prejšnji dizajn, na mojo Brumnovo nagrado, zdaj ni več barvasto in z kričečimi fonti, ampak žal tako, kot je. In zdaj, opsala, jaz imam pa eno težavico. Divi ima, če bo slučajno kdo kdaj prišel do te iste težavice, kot jaz zdaj, ne? Divi ima dva različna customizerja. Eden je tisti, ki ga zdaj vidite vsi vi, drugi je pa tisti, ki ga vidim jaz. WordPress pa ne zna razločiti med enim pa drugim. To je tako imenovani module customizer. Do enega ali drugega lahko pridemo tudi tukaj prek Divi. Ne? Se pravi, če se kadarkoli zgodi, tako kot se je meni zdajle, da se je odprl ta drug, samo izberite tukaj Theme Customizer. In zdaj naslednjič, ko bomo šli tlele v Appearance pa Customize, bo spet ta prav. No? Se pravi, zdaj vidimo vsi isto zadevščino. Ne? No, in zdaj dajmo spremeniti naš meni zgoraj, toliko, da bo približno podoben tistemu, ki je na spletni strani. V tem Theme Customizerju ne bomo mogli dodati tistih črtic, tako da dajmo tiste črtice ignorirati. Lahko pa spremenimo vse ostalo. Ne? Lahko spremenimo barvo menija, barvo aktivne strani, na kateri smo, na aktivne podstrani in pa barvo tipografije. Zdaj pa tipografija, ki sem jo jaz našel na Google Fonts, ki je bila podobna tisti brez šumnika,
je Roboto SLAB. Tako da takrat, ko boste prišli do tipografije za elemente v meniju, ki se skrivajo tukaj pod header. Se pravi, tukaj font, ki ga bom izbral, je Robotov Slab. Evo ga. Tako, customizing, header and navigation, pa primary menu bar. Secondary menu bar je bil tisti, ki je bil čisto zgoraj in ločena barva z neko manjšo tipografijo. Kaj? Roboto slab. Kaj se zgodi, če pozabite shraniti nastavitve v Diviju, pač tistih... Aha. Kaj se zgodi, če ima Divi kakšen žužek? To. Bomo prijavili, pa bodo popravili. Skratka, tukaj bi mogle biti tele 3 barve, tiste, ki smo jih nastavili, pa niso, ker ima tema žužek, ki smo ga našli. Ja, seveda, mislim, zdaj pač druge možnosti nimamo. Tako da tukaj dajte prelepati tistih 6 znakcev, ko boste izbirali barvo, tako da pridemo do tega. Če bi zadevščina delovala perfektno, kar pač žal nikoli ne bo, ker je stvar živa in včasih pride do tazga žužka, bi lahko te 3 barve tukaj od spodaj izbirali. Zdaj pa te možnosti nimamo. Kaj? Tukaj sem pa nesred zdaj kodo to vtiptala to. Vse se vreda. Ne. Ta je zdaj tle, Ja, Ctrl Z. Ctrl Z? Pa vša, okej, to. Še enkrat, kaj? Ne bomo mogli. Ja. Ne bomo mogli iti čisto enako, zaradi tega, ker veliko teh sprememb, ki jih ima tista tema, se pravi box tega elementa v meniju, da bi bil označen, bi mogli reševati s CSS-jem, to je pa malenkost prekomplicirano za tele naše vaje, tako da bomo ignorirali tudi tisti box. Dajmo samo spremeniti barvo te tipografije, da je taka, kakor je tisti box. Torej pač tista temnejša barva, ki jo imamo, mislim, da v 3. vrstici. Katero si dala? Barva besedila, 4-5-3-0. Za Active Link Color še spremeni, se pravi to, da je pa ta 3. možnost. Tako, od zgoraj si jo že imela. Active Link Color, Torej, on tretira, WordPress bo vedno identificiral podstran, na kateri smo. Torej, zdaj smo na podstrani domov in lahko vidite, da je ta element drugačne barve. To je element Active Link in to barvo pač lahko specifično zdaj spremenimo v barvo tistega kvadratka, ki smo ga imeli. Tako, zdaj pa spremeni samo še text color na tisto barvo, ki je barvo besedila. Potem zraven je pa še background color, ki pa ga tudi lahko spremenimo v tisto ta prvo barvo, ki jo imamo noter. Torej, moj background color bo tole. In pa barva besedila bo tukaj noter. Tako, Ampak meni se vseeno zdi, da nisem shranil tistih nastavitev, glede na to, da imam še ta star logo.
Tako da, Dajmo probati. Grem jaz zdajle se vrniti nazaj in držati pesti, da stvar deluje. No, pa vendarle nimamo žužka. Se pravi, jaz sem zdaj spremenil logotip in spremenil sem si tukaj za hec vse barve v rdečo in jih imam noter. Tako da stvar bi mogla delati, samo shraniti moramo. Kako to misliš? Da sem te zdaj Ja, ne, to je zdaj čisto nepovezano. On ima tle spisek vseh Google fontov, ti samo najdi roboto, ne, oziroma najdi tisto tipografijo, ki si jo izbral. Mogla bi biti noter. Tako, sam poskroli dol do R, roboto slab. Evo ga? Ja, ničkem dol, evo. Evo, in jih je zamenjal. Kako pa damo, da je tukaj praški tle, tako da v bistvu... Tega pa ne bomo mogli spremeniti, to je pa CSS, do katerega ne bomo prišli. Pa tudi pač nima v customizerju te možnosti, ne, se pravi, bi mogli direktno kod opisati. Tudi do črtic ne bomo mogli prijeti, bi bilo treba kodico drugače spisati. Ok, dajmo se vrniti zdaj 2 koraka nazaj, pa pejmo v General Settings in pa dajmo najti Typography. General Settings, se pravi, pejmo čist ven na glavno stran v Customizerju, pa potem Typography. Dajmo tukaj spremeniti. Ne, v tem Customizerju še vedno. Se pravi, Appearance pa Customize. Imaš tle, to prva je General Settings. Jaz pa nisem tle delala. Kje si pa delala? Ne. Ja, se to isto stvar. Ista stvar, samo na drugi točki. Isto zadevšeno. Pa dajmo zdaj tukaj, ne, zakaj sem prej hotel, da naredimo najprej kopijo te strani, ne. Zato, ker bomo zdaj videli tukaj v živo, kaj se zgodi z tipografijo z naslovom in pa v živo, kaj se zgodi z tipografijo besedila, ne. Eno in drugo zdaj imamo, ne, na unem, ta prvem srečanju, ko smo šli skozi, sem se malo spotaknil, zaradi tega, ker tega nisem imel. Zdaj pa lahko, ne, torej zdaj si bom jaz izbral tukaj le header font in bom spet poskrolal do Roboto Sans BB, kje si, oziroma Roboto Slab, ne, evo, in imamo vse naslove že spremenjene v naš nov font. Body font je pa načeloma lahko tak, kakor je, ne. Edino, kar bomo spremenili, je, da bomo tukaj spremenili barvo, ne. Barvo naslovov, pa barvo teksta. Spet na tisto, ki smo jo imeli prej. Tako, tako.
Okay. Zdaj pa pogledajte, ena stvar se zgodi takrat, ko jaz poskrolam malo bolj dol, pa ko se vrnem nazaj gor. Ker če zgine meni, potem nimate pod DV Theme Options nastavljen, da je Fixed Navigation Bar. Ne? Pomanjša se, saj tudi tukaj se pomanjša. Ne? Tako, ne? Pejmo zdaj nazaj med glavne opcije in pejmo v Header and Navigation in pa pejmo v Fixed Navigation Settings. In zdaj tukaj bomo definirali tole našo barvo, da hočemo imeti barvo tega enako, kot je bila prej, se pravi, to je tista ta prva barva po vrsti. Da jo skopiram in jo dam semle noter. Evo, ne. Če bi želeli, lahko na tej točki v bistvu tudi definiramo, da je velikost menija enaka, ne. Torej, da se ne zgodi to, kar se zdaj dogaja, ne, ko grem jaz en korak naprej, da se stvar pomanjša. Ne. Tukaj lahko spremenimo, da je Fixed Menu Height enaka številka, kot je bila Primary Menu Height. Ne. Torej, zdaj Fixed Menu Height je 40, če grem jaz za en korak nazaj, grem v Primary Menu Bar, evo, imam 66. Ne. Torej, če jaz zdaj skopiram tole številkico, glede na to, da nimam tipkovnice sabo, grem v Fixed Navigation Settings, jo tlele prelimam, kaj bi se moglo zgoditi? Moram stran klikniti. Evo, ne? Kaj se je zgodilo? Zdaj ta zadeva je enako velika, kot je bila prej. Ne? Tako da se zadeva samo drži spletne strani, ni pa tiste prikupne animacije, ki je bila prej, ki je bila toliko fajn, da jo zdaj pogrešam. In bom imel nočne more zaradi tega. No, prav, no, kaj zglih ti, no. Naslednja stvar. Pejmo v naše footer možnosti. Se pravi, tista spletna stran ima barvo v nogi, ne? Tam, kjer je navigacija, se pravi tam, kjer je meni, ima eno specifično barvo in tudi mi jo želimo. Torej, pejmo v footer menu in tukaj je footer menu background color, dajmo definirati tisto tretjo barvo po vrsti, da bo stvar enaka, kot je naša spletna stran. Če bi se jaz zdaj tiste barve shranil noter, ne bi rabo zdaj kopirati, ampak takle imamo. Ne? Torej, zdaj imam barvo v ozadju, moram si pa spet spremeniti barvo aktivne povezave, ne? In pa barvo elementov v meniju, torej, da pač stvar ni bela in pa da stvar ni modra. Pa bom še to naredil. Tole ne bo v redu, ker je preveč podobno. Kaj ti ne delam? Malo se bomo mogli spremeniti, ne? Zato, ker tukaj imamo zdaj eno barvo pa drugo barvo, tako da dajmo obrniti. Ne? Dajmo zdaj imeti to barvo tu, pa da je pač zadeva malenkost berljiva, spremenimo, da je ta stvar ena izmed drugih dveh. Kar belo se mi je barva, kaj sem dosti. Zato, ker imaš v Fixed Navigation še vedno belo ozadje. Ne? Se pravi, pojdi zdaj v Header and Navigation, pa pojdi Fixed Navigation Settings. In zdaj tukaj imaš tole, kar želiš spremeniti. Ne? Tako. Ja? Evo. Zmaga. Ok. Še
dve stvari moramo spremeniti, potem pa lahko gremo ven iz našega customizerja in zaključimo dizajn. Prva je tale spodaj, ne, tale bottom bar. Dajmo vsaj to, da si vržemo ven oziroma da damo nek copyright noter. Pejte tukaj pod footer v bottom bar in pa lahko bi recimo tukaj nekaj napisali, ne vem, copyright 2016 tralala hopsasa, ne. V trenutku, ko začnete tukaj pisati, se bo stvar posodabila tukaj spodaj, ne. Če se spomnite od zadnjič, levi alt nič 169 je copyright. In pa tudi tukaj bi si lahko zdaj definirali barvo, če bi jo želeli, ne. Zdaj, v trenutnih možnostih nimamo opcije, da bi to čist sesul, da bi to odstranili iz spletne strani. To bi bilo treba pač z CSS kodo, ne da bi rabili pač pisati, ampak to je spet out of scope, tako da dajmo to preskočiti. Bomo rekli, da pač si to še vedno želimo. Druga stvar, ki pa je pa tole, ne. Torej, ta tema ima zdaj prostor za gradnike, ne, ki smo jih zadnjič delali, torej pač nek tip vsebine, ne. Nazadnje, ko smo jih dodali, kaj? Mislim, da tukaj pod footer elements imaš, evo, pod footer elements imate show social icons in zginejo. Kuj prec. Zdaj pa dajmo tole uničiti. Ta del lahko uničimo na dva načina, ne? Oziroma na en sam način, tako da tlele ni ničesar noter. Jaz imam zdaj v prostorčku 1, ne? Tukajle imam zdaj pod footer pa layout, imam tole, column layout, ne? Kar pomeni, da on zdaj za mene čaka, da, ne, napolnim 4 zadeve. Ok. Ampak jaz bom rekel, da imam samo prostor za enega in zdaj bom tegale vrgel ven. Tako da ga bom premaknil v lokacijo 2. Pejmo nazaj en korak, da smo v footerju in pa potem pejmo tukaj noter v widgets. Torej footer pa widgets, ne, zmotil sem se. Dajmo iti kar direktno na tale widget, se pravi kliknemo na ikonco, ki je tukaj zraven, da ne bomo v nastavitvah tega iskali. Imamo zdaj vsi tole noter? Opcijo, če nič nimaš, potem tega sploh nimaš, ne? Malo manjši je, ne? Ok, close enough, ja. Vsaj za enkrat, no? Torej, želim še tole umakniti. Kliknil sem na tole ikonco, na tole pisalo. In imam zdaj možnost tega našega gradnika. In tukaj spodaj imam reorder. Dajte klikniti gor na reorder. Reorder. In pa na tole ikonco tukaj. To mi da možnost, da si ga fliknem ven, oziroma da si ga fliknem v eno izmed drugih lokacij, ki so temu namenjene, ne. Jaz ga bom dal recimo v petko, in ga ni več, poink. No, in ga ni več čez nekaj sekund, poink, ok. In pa še ena stvar, ki si jo hočem ven vršt, je tale lupica za iskanje, ki pa je pod header and navigation in pa header elements. Tale show search icon si bom izklopil in tlele nimam več lupice v meniju. Torej, header and navigation in pa header elements imamo show search icon in jo dajmo samo skenslati. Ok.
To je od tega približevanja približno to, kar nam omogoča Theme Customizer, tako da dajmo zadevščino shraniti in klikniti na Publish. In potem, ko bo zadeva tlele pisala Published, dajte samo še na X klikniti, da se zadeva zapre. Ok, torej, če zdaj kliknem jaz tukaj zgoraj na naslov moje spletne strani, si lahko že pogledamo, kako tale zadevščina zgleda zdaj v živo. Tukaj, če bi imel več besedila, bi bilo to še malo bolj prikupno, pa se mi ni dal pisati. Ampak, ne, ker imam jaz zdaj v nastavitvah, da je 66 pik velik meni in na eni in na drugi točki, ne, se ta zadevščina več ne premika. Ne. Tako da imam to stvar malenkost spremenjeno.